Maja in Jan sta par že pol leta. Sprva sta se veliko smejala, prosti čas preživljala drug z drugim, si po Snapu pošiljala zabavna sporočila. Prvič, ukazovanje. Maja je nekega dne v šolo prišla v svoji najljubši modri jopici. Jan jo je pogledal in rekel: Zakaj pa to nosiš? Saj veš, da ti bolj paše roza. Ampak meni je modra všeč. Modra ti ne paše, če si moja punca, me boš upoštevala. Jaz vem, kaj je dobro zate. Maja ni razumela, zakaj bi morala obleči kaj, kar ji ni všeč, a se ni hotela prepirati, zato je naslednji dan oblekla roza jopico. Drugič, omejevanje. Maja se je s prijateljico Vesno dogovorila, da bosta šli po pouku v kino. Janu ni bilo všeč. Zakaj pa ne greš z mano? Fanta imaš, ni se ti treba več družiti z Vesno. Ampak Vesna je moja najboljša prijateljica, rada se družim z njo. Če greš z njo, pomeni, da ti najina zveza ne pomeni veliko. Tretjič, nadzorovanje. Maja je po ogledu filma prižgala telefon. Prikazalo se je 10 novih sporočil. Kje si? Zakaj se mi ne javiš? Takoj pokliči, ko bo konec filma. Pogrešam te. Mogoče me sploh nimaš rada. Ni mi všeč ta Vesna. A ste srečali kakšnega sošolca, ki ti je bolj všeč? Maja je stisnila v prsih in ni vedela, kaj naj stori. Občutila je pritisk, ki ga ni razumela. In kaj naj Maja stori? Ko je prišla domov, je o tem povedala starejši sestri. Ta je pazljivo poslušala in rekla: Joj, Maja, to, kar dela Jan, ni znak ljubezni. Ne glede na spol, ko te ima kdo rad, te ne nadzira, ne ukazuje in ti ne omejuje druženja s prijatelji. Temu rečemo posedovalnost in to je nasilje. V zdravem razmerju se počutiš varno in spoštovano, omogoča ti, da si taka ali tak, kot si.